Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Japonske. Poglejmo si skupaj, kaj vse moramo vedeti pred začetkom dirke za veliko nagrado. Kot ponavadi bo tudi tokrat zadnji brifing razdeljen na tiste tri nam dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na kvalifikacijah. V drugem bomo našo pozornost usmerili k samem ritmu, ki ga lahko pričakujemo na nedeljski dirki. V tretjem bom pa predstavil mojo osebno vizijo glede možnih strategij pri najboljših ekip. A začnimo s tistim, kar so pokazale kvalifikacije za veliko nagrado. Najprej dejstvo, da Max Verstappen še zdaleč ni nekdo, ki bi ga lahko kar tako odpisali. Mnogi navdušenci so bili mnenja, da Max z Red Bullom RB21 letos ne bo tako konkurenčen kot v prejšnjih sezonah. Ampak zagotovo dejstvo, da je tu na Japonskem bil Max Verstappen tisti, ki je dosegel najboljše štartno izhodišče, postavi marsikatero izmed teh tez dobesedno na laž. Max zna biti hitrejši od marsikoga drugega na štartnem razporedu in danes je to dokazal. Za njim oba McLarena in lahko bi dejali pričakovano. In če sedaj pogledamo za trenutek razliko med Norrisom in Piastrijem, bomo takoj opazili, da v resnici gre le za nekaj stotink. Torej Norris in Piastri poravnana tik za Red Bullom Maxa Verstappena. Nato je seveda prišel skozi ciljno črto Charles Leclerc kot četrti najhitrejši, kar se tiče kvalifikacij, ampak že z malce bolj občutnim zaostankom, poleg njega Russell in takoj zadaj Andrea Kimi Antonelli. Zanimivo, da mladi Italijan na štartu svoje tretje dirke svetovnega prvenstva Formule 1 bo tik za svojim bistveno bolj izkušenim moštvenim kolegom, kar kaže na veliki talent, ki ga ima mladi Italijan. Rad bi vas spomnil, da Andrea Kimi Antonelli v svoji karieri je izpustil Formulo 3, bil samo eno sezono v Formuli 2, znana dejstva, ampak proge v Suzuki, kar se tiče dirk v prvi osebi, ne pozna tako dobro kot marsikdo drugi na štartnem razporedu. In seveda ne smemo pozabiti tudi na fantastične kvalifikacije Izaka Hadžarja. Hadžar v Formuli 2 je marsikdaj navduševal, ampak tudi pogostokrat napravil takšne začetne otroške napake. Danes na kvalifikacijah za veliko nagrado Japonske smo videli, da Izak Hadžar zna biti med tistimi najhitrejšimi. Upam, da bo ponovil tisto, kar je pokazal tu, tudi na dirki. In verjetno na to eno izmed največjih razočaranj, namreč Lewis Hamilton, bistveno počasnejši od Charlesa Leclerca, kjer bi lahko dejali, da res ima Leclerc nekaj malega več, kar se tiče tistega edinega hitrega kroga, ampak Hamilton ne bi smel zaostajati toliko desetink in toliko mest. Seveda formacijo prve deseterice zaključujeta Albon in Oliver Berman, kjer bomo zopet poudarili dobro formo pri ekipi Williams in seveda odlične kvalifikacije
za mladega Bermana, ki je up skuderije Ferrari in verjetno z bolidom ekipe Haas se bo bistveno bolj težko dokazoval kot že prej omenjeni Andrea Kimi Antonelli. V ozadju moram poudariti, da je prišlo do spremembe, namreč Carlos Sainz mlajši je dobil 3 kazenska mesta zaradi oviranja med kvalifikacijami in bo na štartnem razporedu kot 15. In tu ne smemo zopet mimo nekega dejstva. Prišlo je do menjave pri ekipi Red Bull, kjer je Tsunoda zamenjal Lawsona. In če pogledamo sam rezultat kvalifikacij, bomo opazili, da sta eden za drugim. Lawson je sicer malček bolj spredaj, ampak ne toliko, da bi bilo bistveno. Tsunoda je pred začetkom vikenda obljubljal celo stopničke na domači dirki svetovnega prvenstva Formule 1. Sam menim, da je bil preveč optimističen in da ukolikor bo končal v točkah, bo že dokazal, da se je menjava izplačala. Ampak če bo Lawson boljši, bomo zopet videli, kako Helmut Marko nekako menjuje voznike samo v želji, da bi zadev pravega. Tudi slepa kura zrno najde, ampak ne mislim absolutno na Helmuta. A vrnimo se k štartnemu razporedu, kjer bi lahko dejali, da bomo vsaj v začetnih fazah morda spremljali izjemno oster boj med obema voznikoma McLarena ter Maxom Verstappenom. Zanimivo bo spremljati, kakšen bo odnos med Norrisom in Maxom. Seveda velika prijatelja, kar se tiče tistega, kar se dogaja izven dirk, in Lando Norris je v pretekli sezoni marsikdaj dokazal, da ga je prav to oviralo. Max Verstappen v resnici ne gleda v obraz nikogar, ko je potrebno narediti tisto nekaj več, in zato pričakujem, da bo svoj pristop spremenil tudi Lando Norris. Ukolikor ga ne bo, letos v boju za naslov svetovnega prvaka bo imel podobne težave kot lani. Kar se tiče tistega pristopa, menim, da je boljši tisti, ki smo ga videli pri samemu Piastriju, ki pa štarta na 3. mestu, kar pomeni tik neposredno za Maxom Verstappenom, kar zna tudi biti zanimivo v začetnih fazah dirke. Napoved pravi, da bo lahko skoraj zagotovo asfalt razmočen, kar bo še dodalo malce nepričakovanih dejavnikov v začetno dogajanje. Ali se lahko Mercedes in Ferrari umešata? To bomo videli sedaj pri poglobljeni analizi, najprej ritma in še nekih dodatnih dejavnikov. In kot analizo ritma bomo vzeli tisto, ki je objavljena na uradni spletni strani Formule 1 in kaže, glede na izjemno omejen drugi prosti trening, dokaj realno sliko s tistim, kar so podatki, ki so na voljo nam navdušencem. McLaren je zagotovo najhitrejši bolid in vidimo, da na 2. mestu je Mercedes, zaostanek približno 16 stotink na krog. A treba je tu povedati, da gre za aritmetično sredino med obema voznikom. Zato tudi Red Bull na 3. mestu in zaostankom 28 stotink je morda v rokah Maxa Verstappena bolj konkurenčen, glede na tisto, kar je pokazal Tsunoda. Ferrari zaostaja že približno za dobre 4 desetinke, medtem ko vidimo, da je Racing Bulls, druga ekipa Red Bulla, takoj z linijo. Nekateri navdušenci se bodo začeli sedaj spraševati, kje so težave pri skuderiji Ferrari, zakaj smo videli v bistvu tako slab čas, na primer Lewisa Hamiltona. In tu se bomo ozrli na telemetrijske podatke,
ki so na voljo iz drugega prostega treninga. Primerjava med Hamiltonom in Piastrijem. Če pustimo sedaj malce pri kraju tisti srednji graf, kjer nam kaže hitrost enega in drugega, in se ozremo na spodnjo črto, kjer kaže zaostanek oziroma prednost, ki bi lahko imel Hamilton v primerjavi s Piastrijem, bomo videli, da v bistvu 3/4 kroga Ferrari je bil dobesedno enakovreden McLarenu. Težave so se začele tam pri kombinaciji 13. in 14. ovinka. Navdušencem je ta del proge znan kot spun ali žlica. In seveda ni treba posebej poudarjati, zakaj ima takšno ime. In tu vidimo, da je zaostanek Ferrarija dobesedno narastel, kot da bi le tu pridobil večino zaostanka za krog. In zakaj gre? Ima Ferrari težave v vhodu v ovinek ali v izhodu? Ne eno in ne drugo. Če pogledamo telemetrijske podatke, bomo takoj ugotovili, da ima Ferrari težave z rotacijo. In zopet si bomo pomagali z maketo. Tu je Ferrari SF21 Charlesa Leclerca, ampak tako, da imamo nekaj pred seboj. Jasno je, da bolidi Formule 1 imajo lahko težave pri vstopu v ovinek, torej da nimajo oprijema na prednji osi in da dobesedno kljub obrnjenemu volanu gredo naprej, ampak to v tem primeru absolutno ne drži. Če pogledamo graf hitrosti, bomo videli, da Lewis Hamilton je imel celo višjo vstopno hitrost. In pri izhodu iz ovinka bi lahko tudi opazili kakšno težavo, če bi zadek uhajal in tako onemogočil vozniku, da odpre plin do konca. In tudi tu vidimo, da s Ferrarijem ni nič narobe. Težava je v tistem delu, ko bolid dobesedno gre po tisti krivulji skozi ovinek oziroma tu skozi kombinacijo dveh ovinkov. In tu vidimo, kako je bil na primer Hamilton grob v primerjavi s Piastrijem in v resnici, kako je izgubljal čas. In poglejte še ta del tabele, kjer vidimo, koliko plina je voznik imel skozi celoten krog, koliko je zaviral in kolikšen je bil njegov oprijem. Vidimo, da McLaren je imel več oprijema, kljub temu, da njihov voznik ni tiščal plina do konca v prenešenem pomenu in ni toliko zaviral. Torej, predvsem v tistem zaključnem delu je Piastri vozil bolj gladko, bolj nežno in v tehničnem delu napravil razliko. Je mogoče tu težava pri SF25, predvsem zaradi oprijema v ovinku in tistem aerodinamični komponenti, ki jo generira dno? Po mojem, ja, in predvsem na tistem zadku bolida pri pogonskih oseh se pozna, da nimajo pri Ferrariju z obema bolidoma dovolj oprijema, ko se seveda začne tehnični del kakršnekoli proge. Videli bomo, kaj se bo pokazalo seveda v bodoče, ampak zanimiva analiza, ki nam potrjuje marsikatero domnevo, ki smo jo imeli do sedaj. A če smo sedaj razumeli, kakšne so bile kvalifikacije in kaj nam kaže ritem, je potrebno porabiti še nekaj trenutkov za napovedi strategij. Kot ponavadi gre za mojo osebno napoved, ki bo lahko podobna tisti, ki jo bo objavil Pirelli, ali pa tudi ne. Poudaril bi rad, da napoved nam pravi, da bo deževalo, ampak mi se bomo orientirali, kot da bo dirka na suhem asfaltu, kot ponavadi. In seveda, kot ponavadi, vam bom predstavil 3 različne vizije dirke, ker je po mojem videnju tista najbolj očitna, najbolj enostavna, najbolj učinkovita strategija, kjer se začne na pneumatik medium, odpelje približno 17 krogov
nato ponovno na pnevmatiki Medium nadaljnjih 17 krogov in na koncu še del dirke na pnevmatiki Hard za približno 19 krogov. Tu bi se dalo v prvem delu vključiti celo pnevmatiko Soft in podaljšati drugi in tretji del, ampak samo kot opcija. Po mojem zadeva ne bi bila preveč učinkovita. A imamo drugo varianto, kjer bi začeli na pnevmatiki Medium, odpeljali 13 krogov in nato dvakrat na pnevmatiki Hard po 20 krogov. Malce bolj konservativna strategija, ki pa omogoča bistveno bolj fleksibilno uporabo pnevmatike Soft v prvem delu. Tu bi zadeve morda celo bile izvedljive, ukolikor bi nekdo začel na tisti pnevmatiki C3 in nato nadaljeval dvakrat na pnevmatiki C1 in morda bil celo uspešen. Za konec pa še v teoriji strategija z enim samim postankom, ki smo jo videli kot neko primarno izbiro v letošnji sezoni. Začeti na pnevmatiki Medium, odpeljati približno 25 krogov in nato na pnevmatiki Hard še nadaljnjih 28 krogov. Torej, dirka razdeljena približno na dve polovici. Z nizkimi temperaturami, ki so prisotne na Japonskem, je tudi to izvedljivo, ukolikor bi bile temperature bistveno višje, pa po mojem videnju ne toliko. A kot običajno videli bomo, kdo je imel bolj prav. Vabljeni ob 6. v nedeljo na tisto krajše javljanje v živo, kjer bom predstavil še enkrat moj pogled na strategijo in tisto, kar bo objavil Pirelli. Ob 9. pa seveda tisti daljši prispevek v živo zopet, kjer bomo prediskutirali skupaj vse, kar smo videli na dirki za veliko nagrado. A kar se tiče današnjega zadnjega briefinga, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.